So izjemni vzorniki in njihove vrednote so ameriške vrednote, ki jih moramo obuditi in vsem dati upanje. Slišali smo guvernerja, vendar še nismo slišali vašega mnenja o tej preiskavi. Kaj želite povedati? Zelo sem hvaležna za ta navdih in vodstvo. Tega potrebujemo več. Hej, To so stvari, ki se dogajajo v drugih državah. To je vse, kar bom rekel. Dogaja se v drugih državah. Kdo hoče name? Kar name. Lepo je videti oba, prva dama, lepo vas je videti. Hvala, guverner, hvala, najlepša hvala. Keti, mislim, ko pogledaš okoli, so vsi tukaj spodaj. videti je, kot da je bila nekdo zelo, zelo poredna deklica. Ker mislim, da ni nič bolj porednega, kot krasti davkoplačevalski denar za financiranje svoje neprofitne organizacije, medtem ko v resnici financirajo tvoj življenjski slog. In seveda govorim o ženi Gavina Newsoma. Torej, za tiste, ki ne veste, guverner Kalifornije, ki je nekako povzročil popolno uničenje tega mesta in razmišlja, da bi postal predsedniški kandidat demokratov, pa se je izkazalo, da ga je njegova žena spravila v manjšo težavo. Poglejmo, kaj se dogaja. Za začetek je danes napisal to objavo. Moja žena in jaz sva pristala na seznamu tarč Donalda Trumpa. Svojemu ministrstvu za pravosodje je naročil, naj ju preiščejo. Niso našli nobenega zločina, preprosto ga poskušajo najti. Novica dneva. Ko nekdo išče zločin, začne tako, da ga poskuša najti. Kakorkoli, ne gre za to, da bi šel name zaradi zlobnih tvitov, ampak zato, ker razmišljam o kandidaturi za predsednika. Sovraži, da ga vedno znova izpostavljam. On je preprosto najbolj pokvarjen predsednik v ameriški zgodovini. Nimava ničesar za skrivati. Gospod predsednik, pridite name. Nikamor ne grem. To je Gavin Newsom, zelo tipičen, postaven Američan. Takšen moški, za katerega bi predvidevali, da je pravi za predsednika. Razen če pogledate, kaj je počel. Potem je vse skupaj malo vprašljivo. Zdaj, kar je zanimivo pri tej obtožbi in če začnemo povsem preprosto, dejstvo je, da so ga začeli preiskovati pri Bidenu, ne pri Donaldu Trumpu. Ampak k temu bomo prišli čez trenutek. V zadnjih dneh so zvezni agenti potrkali na vrata družinskih prijateljev in nekdanjih zaposlenih. Ne zato, ker bi našli zločin, ampak ker ga preprosto poskušajo najti. Mimogrede, za tiste, ki ne veste, kako deluje umetna inteligenca, ta moški bere scenarij umetne inteligence. Ker umetna inteligenca običajno deluje tako, da najprej pove nekaj negativnega, nato pa nekaj pozitivnega. Torej, ne zaradi tega, ampak zaradi tega. Če torej kdaj poslušate, da bi ugotovili, ali je politik dejansko napisal svoje besede, ali pa jih je nekdo vnesel v ChatGPT, je to lahko vaš pokazatelj. Zahtevajo zapise, zlorabljajo postopek velike porote in brskajo po letih in letih na ključnih dokumentov. Donald Trump ne gre le name zaradi mojih zlobnih tweetov. Gre name, ker razmišljam o kandidaturi za predsednika. No, morda gre v resnici name zaradi vas, ker matematika tukaj ne drži, prijatelji moji. Matematika v tej zgodbi ne štima. In kot da, vi sami sprejmite svoje odločitve o tem. Torej, naredite to matematiko z mano glede dohodka Gavina Newsoma. 1,4 milijona letnega dohodka. 450 tisoč za zvezne in državne davke. 200 tisoč plačano za gospodinjske delavce. 150 tisoč za šolnino v zasebni šoli, 200 tisoč za davek na revščino, vsaj 20 tisoč za komunalne storitve. V redu, smo že pri milijonu. Zdaj dodajte 120 let hipotekarnih plačil za hišo v Sacramentu in 506 tisoč dolarjev na leto za hipotekarna plačila za novo hišo, za katero so morali jamčiti njegovi tast in tašča. In to še brez hrane, oblačil, zabave, športa za 4 otroke. Njihova finančna razkritja ne kažejo nobene večje prodaje premoženja. In Gavin tako ali tako ne more prodajati premoženja iz svojega slepega sklada, kjer je večina njegovega premoženja. Če skrbniki prodajo premoženje, morajo prihodki ostati v skladu, dokler je on na položaju. Torej, za začetek mislim, da se vsi strinjamo, da ta matematika ne drži. Ampak matematika pri demokratskih kandidatih nikoli zares ne drži. To je ta čuden pojav, da nekako zaslužijo določeno vsoto denarja, potem pa so vredni veliko več. In glede na te podatke, da se številke ne ujemajo, so ljudje začeli raziskovati. In ne boste presenečeni nad tem, kar so odkrili. Nažalost kaže, da je Jennifer Newsom iz svoje neprofitne organizacije, ki jo financirajo donatorji Gavina Newsoma, sama sebi preusmerila skoraj 4 milijone dolarjev. O, sliši se nekoliko sporno. Neprofitna organizacija Jennifer Newsom, The Representation Project, je v veliki meri financirana strani političnih donatorjev Gavina Newsoma. Jennifer Newsom si je izplačala 1 800 000 dolarjev plače. Še 2 100 000 je iz neprofitne organizacije preusmerila v svojo produkcijsko hišo Girl Club Entertainment. To izgleda kot učbeniški primer pranja denarja in se mi zdi nekoliko zapleteno. Naj vas spomnim, ta moški rad laže o stvareh. Predsednik Trump in Gavin Newsom sta spet v ringu, tokrat pa so vložki nezakoniti. Nova bitka se odvija zaradi poročil o zvezni preiskavi, ki je usmerjena proti kalifornijskemu guvernerju in njegovi ženi.
Medtem ko Newsom hiti prikazovati preiskavo kot politiziran napad, se pojavljajo velika vprašanja o tem, kaj točno preiskuje Ministrstvo za pravosodje. Zdaj se mi pridružujeta višji sodelavec pri Federalistu in glavni urednik pri Real Clear Investigations, Ben Weingarten, ter nekdanji ameriški tožilec za severno okrožje Alabame, Jay Town. Gospodje, hvala, da ste se nam nocoj pridružili v oddaji Pulse. Kaj menite vi, Ben? Ali gre za legitimno preiskavo ali za politično motivirano preiskavo, kot trdi Newsom? No, najprej ima Newsom tu prednost, ker je lahko potencialna tarča. Tako lahko poskuša oblikovati svojo zgodbo. Kričal bo o zlorabi oblasti. Kričal bo, da gre za preiskavo na slepo. In Ministrstvo za pravosodje seveda ne bo komentiralo tekoče preiskave. Torej si prizadeva določiti, kako se bo o tem govorilo. Če pravi, da ni ničesar, naj to dokaže. Ampak okoli neprofitnih organizacij, s katerimi je bila povezana njegova žena, je veliko sumljivih stvari. Mimogrede, seveda, to je tisto, kar običajno počnejo. Poglejte, lahko igramo žrtev, samo nas napadajo. Predstavite tiste, ki nas preiskujejo kot zlobneže, tako da nihče dejansko ne verjame verodostojnim dokazom, ki so na mizi. To je strategija. Morda se sprašujete, zakaj govorim o ženi Gavina Newsoma. Ni zato, ker bi me to posebej zanimalo, ampak zato, ker smo dovolili, da so te ljudje prišli na oblast, ki so pokvarjeni. In potem poskušajo uporabiti medije, da nas zmedejo, ali so pokvarjeni ali niso pokvarjeni. Vse to dopuščajo, medtem ko se grozne stvari dogajajo v njihovih lastnih mestih, v njihovih lastnih okrožjih. Kot bomo videli čez trenutek, kaj se pravzaprav dogaja v Los Angelesu, to je zame problem. Ker če želimo, da je naša družba zdravo okolje, če želimo, da naši otroci odraščajo v boljšem svetu, moramo začeti s tem, da povemo, da ljudje, ki so na vodilnih položajih, niso legitimni voditelji. Niso ljudje, ki bi dejansko imeli moralo. Ljudje, ki so pripravljeni uporabljati javna sredstva, ter lagati in manipulirati, da bi nadzorovali pripoved, so ljudje, ki jih moramo odstraniti. In vsako takšno zgodbo moramo razkriti. Ker če ta moški postane predsednik Združenih držav Amerike, si lahko samo predstavljate, kaj se bo zgodilo s finančnim stanjem. Če mu je sprejemljivo, da njegova žena preusmerja denar iz neprofitne organizacije. Kaj se bo zgodilo, ko bo imel resničen dostop do res velikega denarja? Denar, ki sta ga prejela, kakšni so viri teh sredstev. In ne pozabimo, da je bil lani njegov nekdanji vodja kabineta kazensko preganjan. Torej bomo videli, ali je v dimu tudi ogenj. Ampak zagotovo, če ga podrobno preiskujejo, mislim, da bi morali imeti vsaj nekaj dokazov, da bi se sploh lotili tako poglobljene preiskave. In mimogrede, niso bili samo republikanci tisti, ki so preiskovali ljudi okoli Newsoma, ampak tudi pravosodna ministrstva pod vodstvom nerepublikanskih predsednikov, vključno z administracijo Bidena. Še enkrat vas opominjam, on bo to predstavil tako, kot da je Donald Trump sovražnik. Kako si drzne, gre name samo zato, ker poskušam postati predsednica. Ves čas pa je bil pravzaprav Biden tisti, ki je začel preiskave in je preiskoval tega človeka, ker je tukaj nekaj sumljivega. Ali vemo zagotovo, da je bil denar ukraden? Ali vemo zagotovo, da se ta neprofitna organizacija uporablja nepravilno? Ne vemo, ampak obstaja veliko pokazateljev v to smer in poskušal bo znova prevzeti nadzor nad zgodbo in jo nadzorovati, ter narediti, kot da se Donald Trump boji Gavina Newsoma, ker kandidira za predsednika. In pravzaprav je morda res, da lahko ljudje razmišljajo s svojo glavo. Zdaj je Spencer Pratt opozoril Newsoma in mu povedal, da nikoli ne bo postal predsednik, ter da ima v naslednjih 3 letih na voljo ves čas, da zagotovi, da se to ne zgodi. Njegova ekipa, 70 odvetnikov, to so njegovi sosedje, katerih hiše so prav tako pogorele, če slučajno niste vedeli. Vsi sodelujejo skupaj. Newsom pa je tiskovni predstavnik celotne operacije. Našli so urad prve partnerke, ki ga vodi Newsomova žena. Torej, namesto da bi čistili grmičje v Topangi, bi preprečili požare v palisadah. Svoj denar so podarili sami sebi. Več kot $5 milijonov je bilo doniranih uradu prve partnerke. To je problem, ker če se zgodi ena največjih tragedij pod Gavinom Newsomom, požari v Paladiju Spalaisiti, če se zgodi ena največjih stvari, ker bi morala neprofitna organizacija njegove žene ta denar uporabiti za zagotavljanje varnosti, namesto tega pa so ga vzeli zase. To je nekoliko problematično. In si lahko samo predstavljate, da bi naredili vse, da bi to čim bolj prikrili. Spet, to sta njegova žena in on. Kradla sta iz Kalifornije. To je šele začetek. Zato mislim, da se je nenadoma pojavila Harrisova in rekla, da ne bo guvernerka. Pravzaprav bo kandidirala za predsednico, ker bi na koncu tega lahko bil Newsom končan. Če jim uspe razkriti vse informacije o Newsomu, bo morda končal.
In všeč mi je, da mu je rekel, stari, poskrbel bom, da nikoli ne boš postal predsednik, ker je to cela ekipa odvetnikov, ki pravi, poskrbeli bomo, da nikoli ne bo postal predsednik. Glej, posebej si ne želim, da bi ta tip postal predsednik, ampak dokazi proti njemu, pozabi na predsednika. Že kot nekdo, ki je vodil Kalifornijo, so obremenjujoči. Rekli smo, da si bomo za trenutek ogledali, kaj se dogaja v Los Angelesu. Mislim, tukaj je majhen opomnik. To je od Angela Rose. La Nazi je na 5. mestu na svetu po bogatstvu, ali nekaj minut vožnje od najlepših nebotičnikov na svetu obstajajo najbolj žalostna, umazana in barbarska prizorišča, ki si jih lahko predstavljate. Kar sta Gavin Newsom in Karen Bass naredila, je to, da sta financirala poniževanje naših ljudi do skrajne mere. Milijarde dolarjev se porabljajo za to, da 70,000 ljudi ostaja v krogu prejemanja brezplačnih igel, brezplačne hrane, denarja za droge, brezplačnega bivanja, vsega, da lahko nadaljujejo negativno spiralo največjega ponižanja. Organizacija za štetje storitev v Los Angelesu je v zadnjih 5 letih prejela skoraj $1 milijardo davkoplačevalskega denarja. In tako izgledajo ulice. Tam je oseba, ki popolnoma naga hodi sredi. Poglejte to. Torej, ustavlja promet. Tam je avtobus, poglejte to. In zdaj kaže sredinec avtobusu in vsem avtomobilom, ki se peljejo mimo. To res ni lep prizor za videti. To je res žalostno. To je žalostno. In to tudi ni tisto, kar si predstavljaš pod Los Angelesom. Ko pomisliš na Los Angeles, pomisliš na lepe, privlačne pare, bogatstvo, Hollywood in slavne osebe. Tam je ena oseba. Tam je oseba, ki hodi. Ampak v ozadju se dogaja še nekaj drugega. In ljudje o tem ne govorijo toliko, kot bi morali. In prebivalci Los Angelesa to vedo. Poglejmo, kaj imajo za povedati. Gavin Newsom je pravkar priznal svojo krivdo, ker ne vidim, kako bi nedolžna oseba to objavila na internetu. Torej Gavin Newsom joka, ker Donald Trump začenja preiskavo proti njemu in njegovi ženi. Težava, ki jo imam s to objavo, je, da on kar naprej trdi, da ni naredil nič narobe. No, če je temu tako, bi preiskavo sprejel z odprtimi rokami. Prvič. Drugič. Praznoval si, ko je oroženo ministrstvo za pravosodje leta preganjalo Donalda Trumpa, zdaj pa imaš težave z legitimnimi preiskavami proti sebi. Mislila sem, da nihče ni nad zakonom. In najboljši del vsega tega je, da Gavin Newsom pravi, da je Trumpov razlog ta, ker namerava kandidirati za predsednika. Vidiš, to je vojna pripovedi. Poskušajo nadzorovati. Poglejmo to kriminalno družino. Tukaj imata Jennifer Newsom in Gavin Newsom. On ima državno financiranje kalifornijskih šol in to je povezano s to neprofitno organizacijo, ki pošilja denar temu dekliškemu klubu za zabavo, vključi več kot $1 milijon, ki na to gre ustanoviteljici in lastnici v dobiček. Poleg tega imaš projekt Representation, ki financira Jennifer Newsom z ena pičla $5 milijarde. In tako naprej, in tako naprej. Vse se nekako povezuje. In ko začneš to dejansko raziskovati, vidiš, kako hitro bi se lahko hiša bogov potencialno zrušila. Gavin Newsom sedi tukaj, ima tole mešno predavanje in reče: Drži se stran od moje žene. Ne govori o moji ženi. Jaz bom tisti, ki bo v spredju in bo ščitil ženske. Kako si drzneš iti za mojo ženo? Gavin Newsom je šel za mojo ženo, ko sem šel v Kalifornijo, razkrit množične prevare z brezdomstvom, ki jih uporabljajo za prirejanje volitev, kar so tudi storili. Gavin Newsom je nagonsko in takoj napadal mojo družino z neutemeljenimi lažmi. Kot njegov neposreden odziv na moje razkrivanje prevar v njegovi zvezni državi. Moral bi se mi zahvaliti, celo sodelovati z mano in tega bi bil vesel. Toda Gavin Newsom izkoristi priložnost za napad na mojo ženo in družino. Moški iz Kalifornije je pravkar priznal krivdo na zveznem sodišču za poskus umora moje žene in družine. To ni videti dobro. In tukaj imamo še več ljudi, ki razkrivajo, kaj se v resnici dogaja. Morali bi biti zelo, zelo zaskrbljeni, ker so po mojem mnenju goljufali na več načinov, zagrešili davčno goljufijo in prikrivali neprijavljene dohodke. Ker ni mogoče, da bi bil njihov življenjski slog financiran z dohodki, ki jih prijavljajo. Torej, ali prejemajo več dohodka, kot ga prijavijo, ali pa prejemajo darila, ki jih ne prijavljajo. Nekaj res sumljivega se dogaja. In to je samo, če pogledamo njihovo nepremičnino. Veš, meni se zdi noro, da bi nekdo bil tako egocentričen, da bi mislil, da bo kandidiral za predsednika in da svet ne bo poskušal raziskati vsega, kar počne. Po mojem mnenju, če želiš iti v politiko, moraš biti prepričan, da ni nobenih škandalov, ki bi jih lahko odkrili o tebi, da so tvoji davki popolnoma čisti.
Ampak da si tako samozavesten, da verjameš, da lahko kradeš denar na tej ravni, ko si tako slaven in greš na najbolj slaven položaj, pa tvoji davki ne ustrezajo tvojim izdatkom, kar je zelo, zelo preprosto matematično vprašanje. Koliko denarja si prijavil, da si ga zaslužil? Ali to ustreza znesku denarja, ki ga porabljaš? To res ni zapletena stvar za preveriti. Da si misliš, da verjameš, da bi ti to lahko šlo skozi, da bi lahko obtoževal ljudi, da škodujejo tvoji ženi ali omenjajo tvojo ženo, potem ko si sam omenjal žene drugih ljudi. Da misliš, da je to vrstna kampanja nekaj, kar lahko vodiš in ti bo šlo skozi, pa ljudje tega ne bodo opazili, to je kar šokantno. In to je točno takšen egocentričen manijak, ki ga res ne želiš imeti na oblasti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.